Aha, se mi zdi, da zdajle pa jaz snemam. Odločil sem se glede na to, da je Biden prvi dan, svoj delovni dan po inavguraciji takoj sprejel nek dekret oziroma odlok, ki je posegal na pravice gejev in lezbijk in vseh teh LGBT, trans, ne vem kaj, queer seksualcev, da lahko v srednjih šolah in na fakultetah v Ameriki v športnih panogah tekmujejo, kjer hočejo. Se pravi, če se geji počutijo malo ženske, lahko v ženskih kategorijah tekmujejo. To je izredno nepravično do športa. Svoj čas sem se že oglašal, podpisal celo neko mednarodno peticijo, tam nekje leta 2015. Glede na to, da sem bil tega leta kar precej vpet v družinsko zakonodajo, tisti spodleteli referendum je bil, oziroma sledil je 2015, decembra, 20. decembra, ker sem jaz aktivno sodeloval, ampak ta novela ZZZDR, ki je spreminjala 4 člene, fatalno spremenila vesolje, ukinila spol, koncept spola, oba koncepta očeta in matere, vpeljala spol A pa B. To se je sprejelo, mislim, da že marca, in potem smo pobirali podpise, tudi jaz sem tamle dol stal, zbiral podpise, v 3 dneh so jih tam 50,000 zbrali. Potem je sledila referendumska kampanja, 20. decembra smo to novelo zavrgli. Levica je ta predlog dala, šlo je pa za vlado Mira Cerarja. In takrat sem se zopet kot levičar izpostavil, češ, da otrok rabi očeta in mater za normalno psihično razvijanje iz otroštva v odraslost. 2015 je moja kampanja imenovala, tamle gor imam mesto napisan, Levičarji za pravice otrok do očeta in matere. 2012 sem pa tudi imel samostojno kampanjo, se je pa imenovala Za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa, kar hkrati pomeni ne samo spolno identiteto normalno, ampak tudi kvaliteto moralnega razsojanja normalno. Zato se jaz borim kot levičar za pravice otrok do obeh staršev, moškega očeta in ženske matere. In potem sem se jaz 2015 odločil, da bom na filozofskem kolokviju predstavil to dilemo v športu, izenačevanje spola. Bil sem zelo v tej problematiki, preštudiral sem ogromno obrobnega in poglobljenega, obrobnega tudi v smislu, da sem posegel na športno področje, kjer so geji pritiskali, da bi tekmovali v ženskih kategorijah. In potem so to v Ameriki tudi sprejeli. Zdaj to, da so LGBT-ovci v Ameriki, predvsem feministke, neznosno pritiskali že skozi, je jasno. Potem v času Trumpa se je pol zadeva umirila, zdaj pa Biden spet dal tolo idejo s podpisom v eter. Srednje šole, fakultete v Ameriki imajo to enotno možnost, da se geji vključujejo v ženske športe. Manj pogosto je pa pač to, da se tudi lezbijke imajo pravico, ampak to jih toliko ne vleče, da se udejstvujejo v moških kategorijah. Takrat sem jaz snel ta kolokvij. Zdaj tole malce lovim. Ker imam tudi PowerPoint prezentacijo. Jaz upam, da vam zdajle to predstavitev
takrat leta 2015 ni bilo še snemano, teh kolokvijev pač nismo snemali, zdaj so od 2016 se mi zdi vsi kolokvije tudi na YouTubu in moje predavanje se je takrat glasilo Človekove pravice in spol v športu. Zdaj bom takole share. In zdajle se šele vidi ta moj PowerPoint nastop, ki ga po 6 letih, skoraj 5,5, ponovno oživljam zaradi tega Bidena, ker ta kolektivna psihoza, patologizacija normalnosti zopet obuja skozi ta ameriški feminizem, ki bo prisoten tudi v Sloveniji, ampak trenutno, ki je Janša na oblasti, se to toliko ne dogaja, celo nekako poskuša reducirati vpliv te LGBT pa feministične ideologije na družbo, tudi tako, da se ne financirajo kar stihijsko vsi ti fakultetni programi. Orban je ukinil feminizem na fakultetah, jaz sem strašansko ploskal, to kakih 10 let nazaj, mogoče malo manj. Janši seveda to ne uspelo. Tudi nevladniki so popolnoma kontaminirani z LGBT ideologijo in feminizmom. Ves ta škart kader, ki nastaja v okviru filozofske fakultete, sociologija spolov predvsem, tudi filozofija, pa psihologija, pa FDV, to je popolna indoktrinacija s feministično in LGBT ideologijo in seveda fakulteta za socialno delo, tam je tudi vse narobe. Tam je leglo gejovstva, pa tudi lezbištva, torej na vseh teh omenjenih 3 fakultetah, v določenih oddelkih na filofaksu. Zdaj jaz predpostavljam, da vi tole naslovnico vidite, malo preskakujem, malo stop sharing, zdaj me mogoče vidite, zdaj bom dal pa nazaj screen sharing, PowerPoint. Nisem glih tehnični tip. Tematska številka revije Šport. Ok, če malo takole naredim, stop sharing. Tole je revija Šport, noter je pa priloga Filozofija športa. To predavanje oziroma ta tekst dobite torej tudi na internetu, na mojih blogih, pa v tej reviji, torej vsebino tega predavanja, to je let 2018 bilo. Zdaj grem nazaj na sharing. Tako da je tistega, ki ta tema zanima, jaz sem jo obdelal in zdaj bom šel počasi kar na, kako zdaj to naj delam, takole, hop. Evo, zaradi 14. člena Ustave, zaradi enakosti pred zakonom, apel enakosti pred zakonom, vi si lahko pregledate, preberete ta 14. člen naše Ustave, so se geji in lezbiki gor držali, češ da nimajo vseh pravic, geji so zahtevali pravice mam, lezbike pa pravice očetov, tistega leta 2015, že 2011-2012 tudi. Jaz sem pa trdil, da v kontekstu posvojitev, tudi v kontekstu športa, tega odloka zdaj Bidenovega, ni problem spolna usmeritev, ampak je problem vhodni spol, recimo v starševanje, ali pa vhodni spol v šport. Če si ti moški, tudi če si gej, nimaš zdaj pravice v ženski kategoriji tekmovati. Banalno rečeno, če si gej, nimaš pravice iti na ginekološki pregled, pa ne vem, zahtevati, da boš tam posvojil otroka, pa ga dojil, če ti mlečne žleze ne delujejo,
če nimaš mleka not v jošk, ne. Se pravi, človek nima kar pravic nasprotnega spola. Ženske nimajo pravice, da grejo tam k urologu, pa mu rečejo, a veste, jaz sem pa prišla prostato pregledati, ne. Urolog bo rekel, gospa, gospodična, prostate vi nimate, jaz vas ne morem pregledati, ne. Ona bo pa rekla, torej lezbika, ja, veste, zato, da sem jaz lezbika, so vse moje človekove pravice, navezujoč se na 14. člen, in ne smem biti diskriminirana. In imam pravico človekovo in smo izenačeni. Seveda smo izenačeni po 14. členu. Tudi po 14. členu Evropske konvencije o človekovih pravicah, ne, ki govori o diskriminaciji, ne. Smo izenačeni tam pa tam nekje, ampak iz naslov razlik med spoloma pa ne moremo biti izenačeni, ne. Na področju športa ali pa starševanja, ne, ni te izenačitve. Recimo transparentno dejstvo, da sta spola različna, je tudi recimo problem samomorov. Veste, tam so izjemne razlike, kdo dela samomor, kdo ga naredi, kakšno je razmerje, recimo ženske bolj govorijo v srednji šoli, fakulteti, pomislijo na samomor, fantje pa ne toliko, ampak pol na stara leta pa fantje kar naredijo samomor, ženske pa nima nekih jajc, da bi to naredila, ne. Tam so izrazite razlike med spoloma, recimo v dojemanju samomora, tudi izvedbi samomora. Zdaj, to, kar ustava, zakoni predvideva, to je pa tudi malo relativno, ne. Boštjan M. Zupančič, evropski sodnik bivši, je rekel, da imamo mi pravico ljudje pravico do enakosti oziroma pravico do različnosti. Tudi enakosti, ampak tudi predvsem pravico do različnosti v kontekstu te problematike, ki jo jaz danes tukaj zdaj v tem predavanju izpostavljam. Torej, rad bi rekel, da ni problem, ko gledate tole, ta PowerPoint slide, da včasih ni problem spol, torej spolna usmeritev, pač pa spol, vhodni spol v starševanje, vhodni spol pri tem, kam gremo mi v WC, ali pa vhodni spol pri tem, ali bomo mi v ženski ali v moški kategoriji tekmovali v enem športu, ne. Geji nimajo za to pravice, človek normalno percipira vse skupaj, nimajo pravice tekmovati v ženskih kategorijah. To problematično je pa spolsko temo, kdor ima analitično sklepanje razvito, je komot obdelati, ne. To jaz, ne vem, nimam s tem problemov, imajo pa problema geji pa lezbike, zato, ker so nezavedno motivirani, da bi bili čisto normalni, ne, radi bi se imeli za normalne in potem racionalizacija njim omogoči, da vidijo svojo verzijo resnice kot tisto, ki drži, ne. Zaupajo svoji verziji, videnju resnice in tukaj se strašansko uštejejo. Nekdo, ki pa ni obremenjen z lastno neko travmo, pa v aktualni problematiki, ki jo zdaj problematiziramo, ne vidi nobenega problema oziroma vidi natančno jasno sliko, torej, da moški kot geji ne morejo v ženski kategoriji tekmovati. Zato, ker obstaja ženski in moški šport in smo mi fiziološko, morfološko, anatomsko različni. In če si ti, ne vem, gej, imaš večjo mišično moč in z lahkoto zmaguješ, tudi če si sivo povprečen v talentiranosti v mnogih športnih panogah. In to bom skozi to predavanje poskušal utemeljiti, da vam bo tistim, ki ste na meji, na katero stran bi se postavili, da se boste znali opredeliti. Tole je David Kopaj. On je bil 50 let nazaj, tam v 70 letih, kar dober ameriški nogometaš, ne, ampak potem se je prvi
prvi pa izpostavil, ker so se takrat tudi relativizirale določene stvari na področju spolnosti, veste, da je bila tista neka spolna revolucija, kjer so tudi geji začeli govoriti o svoji spolni usmeritvi, ne, da so se začeli porniči snemati Woodstock, promiskuitetnost, in ta David se je izpovedal, da je gej, pa vendarle nastopal v tej ameriški NFL ligi in je bil izjemno deležen homofobije, ne. Homofobija, moram pa po drugi strani povedati, to sem v državnem zboru že povedal, da je to pa normalen in naraven, logičen, spontano učinkujoč nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa. Homofobije sicer ne smemo manifestirati, ampak pravi moški, ki je razrešil Oedipov kompleks, ki ima vse testosteronske nastavke, čuti neko vsaj latentno homofobijo, se pravi do neke erotike, nekega pravega moškega do istega spola, to mu na kraj pameti ne pade. Nekim ženskam pa ta biseksualnost ni tuja stvar, ne. Pri ženskah se psiha drugače obnaša, zato ker deklice imajo prvi spol, na katerega so strašansko vezane, prve dve faze, oralna, analna, torej v falični, analna in oralna, prva in druga, oralna in analna, sta pač vezane tudi pri deklicah na isti spol, na mamico, šele v falični fazi, v obdobju Oedipovega kompleksa, pa deklica preide na nasprotni spol, na očeta. In ta oče mora tam biti, zato ker ta oče ima pa tam en privesek več kakor deklica in mamica, in deklica pol preide na moški spol. Ampak prav spomin na mamico na isti spol ima in zato ženske lahko v odraslosti tako v spletu okoliščin, tudi malo pod omamo ali pa pod prisilo moškega, ki si želi kakšnega trojčka, se kar lahko erotično, seksualno zaplete z istim spolom. Moški tega ne more narediti. Zato homofobija je kar logični nasledek pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa in tale David je kar trpel, napisal knjigo, pa mislim, da jo celo jaz imam tamle, ko so mi poslali iz Amerike, ko sem študiral šport pa nastanek gola. Z Barklijske univerze in profesor mi je poslal kupico knjig, mislim, da je tudi tolo od tega Davida, biografijo, ki je pač nekdo napisal. V Ameriki je feminizem zelo močen, ne, tam se babe rinejo vse povsod. Trdnjava ameriškega feminizma je predstavljala pač tisti prvi šport v Ameriki, to je ragbi, se pravi ameriški nogomet, in zdaj se babe silijo tja. In to imajo zelo gledan, malo manjše igrišče imajo, polno gledalcev, ampak nihče ne gleda nogometa, ampak samo te dobre mrhe. Tam ni debelih bab, ki bi bile tam za obrambo, tako kot pri moškem ragbiju, ne. Tam so samo dobre mrhe, saj psihično so malo deformirane, veliko je lezbijk, tudi biseksualk, prave možate, fantinje so, in to je zelo gledano, ampak ne gledajo zdaj igre, manifestno mislijo, da gledajo igre, ampak na latentni ravni, to se jim sline cedijo moškim, ko gledajo te brhke babe. Tam grdih, tako vsaj konstitucijsko ni, tam so same, in tudi morajo imeti opremo erotično, se pravi tope, če vidite iz tele slike, čim več kože kazati, popek, noge, okej, edino, kar zakrivajo obrazno lepoto zaradi varnosti, imajo čelade. Zdaj, prva ženska, ki je v neki neprofesionalni ligi tekmovala v Ameriki, ena Patricia bila, Pelinkas, rojena leta 43, mislim, da je tudi konec tam 60-ih, v začetku 70-ih letih, prijateljevala s svojim tipom, možem, in je bila celo vključena v igro, ampak ne v NFL-u, ampak v neki drugi ligi, neprofesionalni, polprofesionalni. Nastavila mu je pa tam tale kick, kot se reče, ne.
Se pravi, zdaj se čisto ne vidi, ne vem, kaj vi vidite. Tale kik je nastavila svojemu možu, ki je potem dal gol, ampak ona je šla samo za par sekund noter, zato, da bi se vpisala v zgodovino in se ta Patricija vpisala v zgodovino kot prva ženska, ki je zaigrala v moškem ragbiju. Zdaj, zaslovela pa je v tem moškem ragbiju pa tale Katie Hnida. To je rojena letnik 81, malo še tule noter gledam tolo revijo, letnik 81. Prva je dosegla zadetek, ampak ne vem, če ne v NFL-u, ampak v eni nižji ligi. Ona je bila pa dobra, ne samo za številko. Zdaj mislim, da celo je prva je zadela zadetek, ne touchdown, ali ne vem, če je brcla, ker ne brcne je tako daleč, ne. Zadetek, mislim, touchdown je dosegla, pa mislim, da jo celo ne vodijo v registru lezbik, ne, ker obstaja register lezbičnih športnic in gejevskih športnikov in mislim, da tale Katie ni na tem spisku. Pol so, tale Liz je bila pa prva, ki je pa v študentskem nogometu pa dosegla zadetek v uradni tej ligi, študentski. In je zaslovela, ker je bila pa tudi dobra. Elizabeth Liz Heston Thompson, letnik 77. Leta 97, to je pri 20 letih, je dosegla ta gol, ampak zdaj ne vem spet, ali s kikom ali s touchdownom. Leta 2001 se je tale Ashley Martin še uveljavila, v študentski ligi, pač zadela tole. Malo sem že pozabil, da moram malo v plonk gledati, ne, tale je bila, izgleda dobra mrha, ne. Jennifer Walters, Jane, številko 47, Dallas Diamonds. Ona je igrala in bila tudi ena prvih trenerk, zdaj ne vem, ali je bila glavna, tam imajo kupico nekih pomočnikov v NFL ligi, ne. Mislim, da je tole ta in biti soigralec teli ženski ali pa takili ženski je malo neprijetno, zagatno, nelagodje čutijo moški soigralci, ne, bad čutijo not v glavi, ker gre za določene simbolno kastracijske procese, ki niso pri moškem tako nadležni, niso tako, torej, nedolžni, so nadležni, ker realno je nezavedno. Tisti primarni proces je ključen, primarni proces po Freudu, realno po Lacanu in tam noter pa veljajo neki simbolni procesi, tam se dogajajo druge stvari, kot naša zavest misli, da je bistveno, ne. Zavest je čisto neka iluzija, ki jo ne gre jemati resno. Torej, problem športa niso geji, ker geje načeloma ne vleče v šport, razen toliko, kolikor so tam potna telesa, ki jih privlačijo, ampak načeloma so problematične lezbike, ki se silijo v šport, ženstvenih žensk načeloma v šport ne vleče. Sufražetke pa so bile nekoč tiste, ki so zahtevale pravice, takšne, kot jih imajo moški, in so se silile v te falične športe, zato ker obstaja fenomen kastracijskega kompleksa, falična faza oedipokompleks, en del oedipovega kompleksa je kastracijski kompleks, in fenomen je pač to zavidanje penisa, ki je nezavedno, ki ga imajo mnoge fantinje, bodoče moškinje,
decinje, petelinke, možače, večina takšnih, ki jih neverjetno privlači, ali pa jih je tudi v zgodovini privlačil moški šport, oziroma šport nasploh, so lezbike. Zdaj, tole je neka simbolična slika. Moram pa reči, da je neka Francozinja Lamar, Jenna Lamar, se je preselila v ZDA leta 1922 in dobila prva od žensk licenco za boksanje, kot tudi trdnjava mačizma slovi to boksanje, boks. Seveda pa tudi rugby, Ampak boks je bil prvi, rugby je kolektivna športna panoga in lezbike ne morejo se siliti v gručo tistih moških. 1-na-1 pa lahko tam v objemu frustracije, verjetno kakšne spolne zlorabe, se fejst lahko spopade z moškim v ringu. Ena prvih žensk, Jackie Tonavanda, je rojena leta 1933, mislim, da je 2008 umrla, imela je pa tam pod 60 kilogrami, tudi ni bila ne vem kako visoka, je nabutala tegala moškega, tele na sliki, ta slika, kar realna, knokautirala ga je tako, da je padel po tleh. In ta je bila prva ženska, ki je premagala moškega. Seveda so se veliki denarci obračali na teh tekmah, pa stave, pa tako naprej. To je bila senzacija, senzacionalizmi pa privlačijo. No, potem se je pa leta 1966 se je uvedlo testiranje spola v športu, ker se je ugotovilo, da so v preteklosti mnoge športnice, pod narekovajih rečeno, torej geji, goljufali. Zdaj, geji pa tako slovijo, te logike vam pač tukaj ne bom razlagal, po kar neki moralni pokvarjenosti. Geji nastanejo v oedipalni fazi, načeloma v spodletelem času razreševanja Oedipovega kompleksa in tam se ponesreči ta spolna identiteta, ampak če je Oedip spodletel, ni problem samo spolna identiteta, spolna želja, ampak je problem tudi moralno razsojanje. Z napačno razrešenim Oedipovim kompleksom se vam zalomi okrog seksualnosti, zalomi se vam pa tudi, tudi moralno razsojanje. Banalno rečeno, geji znajo kar goljufati. Znajo goljufati in jih vest ne peče. In z goljufanjem so prišli do olimpijskih medalj, pa do dobrih uvrstitev, tale Dora Ratjen, to je pa na pobudo, mislim, da Hitlerjugend, Hitlerjeva mladina, so si tako želeli teh medalj, pa te dominacije arijske rase na berlinskih olimpijskih igrah, da so iskali vse načine, kako bi zmagovali. In tam atletika je bila domena Jessija Owensa, ne samo, da je bil črnc, torej Američan bil je še črn zraven, in je pobral kopica nekih olimpijskih medalj. Hitler je kar zgasnil tam, iz tega stadiona. Ta Dora je z goljufanjem osvojila 4. mesto in je bil, oziroma bila hermafrodit, oboje spolnih, in se je tudi po vojni, ki jo je preživel, spremenil se je in je zaživel kot moški. Kot Herman. Torej, ta je bila, Dora je bila hermafrodit in je potem začela živeti po vojni kot moški. Se pravi, ne gre čisto za geja, ampak za nek fenomen podoben kot je Caster Semenya v teh časih, ko ima testise v sebi, ima ogromno testosteronskosti, več eksplozivne moči, tudi mišične mase. In hermafrodit je lahko psihično feminin ali pa tudi možat. Ta Dora je bila možata, v Indiji imajo hidžre, se imenujejo te hermafroditi in so zelo cenjene, celo v politiki, imajo pa za spolne prakse, tiste najbolj sprevržene, ker oba spola lahko igrajo.
Torej, ko se je ta Dora oziroma pozneje Herman razgovoril, je rekel, da ni bila to njegova ali pa njena pobuda, pač pa pobuda Hitler-Jungena, ne, politike, ideologije, superiorne rase, arijske rase, ne. Zdaj, takrat bi se dalo vprašati, ne, kaj pa fair play, ne, ampak zdaj tale Dora se ni tega vprašal. Zdaj, potem je bil tukajle še tale 800-metraž Zdenko oziroma Zdenka Kupkova, kasneje so ugotovili, da gre za moškega in se je preimenoval in postal Zdenek. Zdaj, točno se ne ve, ali je hermafrodit, ali je gej, je pa tekmoval ali pa tekmovala v ženski konkurenci in pozneje se je tudi preimenoval v moškega. Zdaj, ali ga je imel, ali ga ni imel, to zdaj točno se ne ve, ali pa se ve, pa jaz nisem šel v te detajle pri preiskovanju. Ali pa mogoče v tej knjigi oziroma tej reviji celo to piše, ampak zdajle se čisto ne spomnim, ko sem to predaval, je bilo to dobrih 5 let nazaj. Prva ženska atletinja, ki je pretekla 100-metrsko razdaljo pod 12 sekundami, je bila tudi olimpijska zmagovalka leta 32, to je bila Poljakinja, pozneje je šla emigrirala pač v Ameriko ali pa zbežala v Ameriko. Ponavadi se te, ki imajo motnje v spolni identiteti, umaknejo v drugo državo, ker jih tam poznajo iz otroštva, pa grejo pa novo okolje, da lahko to seksualno frustracijo nekako ozdravijo oziroma ublažijo. Stanislava Stefanja Valasijevičova. No, ta ženska je umrla v prometni nesreči in leta 1980 so šele odkrili, da je bil dec, ne, da je imel otepača tam med nogami, ne, po eni prometni nesreči. Obdukcija je pokazala, da je bil moški, verjetno je bil feminilen gej, ne. Živela je pa kot ženska. Tale Stefanja Stanislava. Zdaj, rekel sem, da so leta 1966 začeli testirati pri mednarodnih teh panožnih zvezah, pa tudi MOK-u, Mednarodnem olimpijskem komiteju, spol športnic, predvsem športnic, zato ker so goljufale nekatere, ne. Znane so iz atletike tele metavke, pa so vse živo metale, ne. Sestre, oziroma izkazalo se je verjetno, da sta bila brata, Tamara pa Irina, Ukrajinka, tekmovala sta pa za Sovjetsko zvezo oziroma tekmovali. In poleg so uvedli to testiranje spola, bili sta posle v svetovnem vrhu, bila, ne, v ženski kategoriji, sta pa kar poniknila, vzela jih magla. Tudi tale Erik oziroma Erika je do leta 1966 tekmoval kot ona, kot Erika v ženski konkurenci, suvereno zmagovala, bila med najboljšimi, potem se je pa testiralo spol in se je razkrilo, da je to tako rekoč on, ne, in je potem začel tekmovati v moški kategoriji in tudi bil tam konkurenčen, ne. Testirali so pa ta spol z neko kromosomsko logiko, ne, razmerje med testosteronom pa estrogenom. Ne. Ampak pol so s tem testi so nadaljevali, dokler ni prišla tale Marija Martinez, ko so tam nekje sredi 80-ih let zalotili, takrat so jo diskvalificirali, ženska, ne, torej bila je hermafrodit, bila je brez maternice, so ugotovili potem na ginekološkem pregledu, bila je polna testosterona in so ugotovili, da ima testise v sebi, ampak
ženska je pa očitno pravilno razrešila Oedipov kompleks in je bila kar feminilna, ne. In strašanske travme, ki so jo niso pustili v ženski kategoriji tekmovati in so jo potem so jo rehabilitirali, vrli neke medalje, se je opravičili, ženska je nič vedela, recimo tudi Kaster Semenja, tukaj obstaja ta dilema, ne, ker za njo se je pa hitro vedelo, ne, da ima testis v sebi, da je lezbika, poročena ženska, ampak to ni problem, da je lezbika, problem je ta nepravičnost, ta testosteron, povečana mišična masa, ne, to je nepravično, da nek biološko moški, žensko, ne, moška, ženska, tekmuje v ženskih kategorijah in je suvereno najboljša, ne. Moralne dileme pa obstajajo, ne. Zdaj tiste falične lezbike si želijo biti čim bolj podobne moškim, ampak neki hermafroditi, ki ima pa psihično vendarle zametke, mogoče zaradi pravilnega Oedipa, zametke ženskosti, tukaj je pa tale dotična Marija pa kar padla v neko depresijo. No, ampak ta fair play je zelo pomemben, recimo to je René Richards, letnik 34, ki je bil nek sivopovprečen tenisač, nikamor ni nikoli prišel na teh večjih turnirjih, ampak potem so se pa sprejele neke človekove pravice in je leta 1979 pri 44 letih ta iz geja v žensko spremenjen moški, ta René, šel na Wimbledon in prišel do finala, kjer je izgubil s Chris Evert-Lloyd. Takrat je bila že tudi Martina Navratilova, ki se je izjemno postavila proti tej Bidenovski logiki, mislim pa to že leta 2015, ko je pa tam neka kolesarka Rachel, kako je že, Rachel McKinnon je postala prva svetovna prvakinja v hitrostnem dvoranskem kolesarjenju. Ta letnik 82, ne, doktorica filozofije, borka za ženske študije, za feminizem, Kanadčanka, ne, in ona je prva svetovna prvakinja, Martina Navratilova, ki pa ima izkušnjo s to René Richards, ki je začela pri 44 tekmovati v ženski kategoriji, da je to popolno goljufanje, ne, in so jo napadli, pa Martina Navratilova je ena najbolj znanih lezbik, ki so jo kovali v Zvezdi, v Zvezdi je ravno te LGBT populacija. No, Martina Navratilova je rekla, da je to eno veliko goljufanje in da ne morejo moški, geji, tudi če spremenijo spol, kar tekmovati v ženskih kategorijah. No, potem so na Moku, tukaj noter v teh tekstih piše, ampak nimam časa vsega tega govoriti, so imeli to dilemo, ko ženska spremeni spol, kdaj lahko tekmuje torej, ko moški spremeni spol, gej, v žensko, kdaj lahko tekmuje v ženskih kategorijah, ne, in potem se je z nekim soglasjem prišlo do nekega obdobja, enega ali pa 2 let, po hormonskih terapijah, ki znižujejo testosteron, po operaciji mora 2 let preteči, pa 2 let hormonskih terapij, da bo ta ženska, nova ženska, prej gej, prej moški, začela uveljavljati človekove pravice in jih dobila tudi pravice nasprotnega spola. Ve se, kako perverzno je Latoja zgubila, no, torej ne, ni bila perverzna Latoja, ampak Salome, tisti kmetiji slavnih, ko so se tam, kdo bo izpadel, vlekle vrv in Nenad Salome se da operirati, je s fizično močjo, z lahkoto, tisto kmečko bunko, vso potičeno, izgledala kar močna, ampak ni variante, da moškega premagala. In ta Salome ga je tam, je to Latojo premagal.
Se pravi, z tega naslova je ogromno zdaj protestov, ki pa Biden to podpisal in s tem uničuje ženski šport. Tako protestirajo številni starši pa športnice v Ameriki, ker se bo zdaj spet ta nešportno začela dogajati. Ker so kopica nekih državnih naslovov v Ameriki, mislim, da je bilo že par let nazaj omenjenih 15 nacionalnih naslovov prvakov oziroma prvakinj Amerike, da so to v bistvu geji dobili oziroma trans osebe, ki so biološko moški. 15 naslovov nešportnih titul se je doslej zgodilo. Ampak tako kot v tenisu se bajni denarci odštevajo za te zmagovalce, golf recimo, ki se je tale Bigger, karkoli je že je, letnik 66, vidimo mi, da je bil to čist zgleden moški, enkrat pred 20 letom ali tam okoli 20 leta odločil, da bi bil pa ženska. Bil je gej, dober golfist in zdaj pa s tistim udarcem faličnim, gre tista žogca pri golfu kaj občutno dlje, 10% zagotovo dlje, kot najboljše golfistke na svetu. In zdaj tukaj pa še denar ključni. In to je nešportno, da se nekdo razglasi ali pa spremeni spol in začne tekmovati v ženski kategoriji. To je popolni nešportni logiki zapisano. Problematični so seveda tudi teli borilni športi. Fox Fallon je najbolj znana oziroma znan. Zdaj Joške ima Kulatoja ali pa Salome. Zdaj bil je to gej, pa si dal spremeniti spol in kar takoj začel tekmovati v ženski kategoriji. Seveda temu ni nobena ženska konkurenčna. Konkurenčne v borilnih športih so seveda lezbijke. So najboljše. Lezbijk v športu je kar veliko, bistveno več kot gejev. Ampak tudi geji se najdejo. Problematična je sprememba spola, ko legitimno nekdo iz feminilnega geja postane ženska. Določene ženske geji postanejo lezbijke tudi zato, torej postanejo ženske zato, da so lezbijke. Kar je zelo paradoksalno. Se pravi, je že moški, ženske si želijo moških, on bi rad bil ženska, zato da bi bil lezbijka. Zdaj ne vem, kako je s telimi, ki jih gledate. To je zdaj neki motošporti, neki downhill Kanadčanka. Ta je kopico nekih naslovov državnih prvak in temu v Kanadi. In kanadske downhillerke so prav ogorčene, ker ona zmaguje po 5-6 sekund prej, pred vso konkurenco. Pa se pa sprašujejo, ali človekove pravice, ali športnost, fair play, odsotnost goljufanja. To so te moralne, filozofske dileme. Zdaj avtomotošporti, tle je tistela Ana Duff, ki zdaj, torej, bil je Allen, zdaj pa Ann Duff, motoristka, to je sred, ne vem, 50-ih, 60-ih let, začel voziti tele motorčke in bil izredno konkurenčen v ženskih kategorijah, oziroma tudi nosil v ženskih kategorijah, sej žensk niti ni v teh avtomotošportih v začetku bilo in ta je kot ženska vozil v moških kategorijah in je bilo izredno veliko nelagodja, ker so avtomotošporti falične športne panoge, kar pomeni, da je tam falus, motor, Formula 1, avto, reli, to je vse simbol moškega spolnega organa. Potem ti pride ena ženska, zdaj se mi zdi eno rine v Formulo 1 iz kartinga. Mi smo imeli nekoč Nino Jerančič, ki je bila tam v kartingu, ampak karting je klitoričen avto, tam še gre. Zdaj so pa eno iz kartinga menda dali v ekipo Ferrarija in konkurira za Formulo 1.
kot prva ženska, da bi bila voznica in to je spet isto nelagodje moških iz registra kastracije. Tale Roberta Cole, ta je bil pa vojni pilot in po vojni si je pa dal spremeniti spol in kot ženska vozil tam neke moto, relije, ne vem kaj vozil in bilo izredno veliko nelagodja. In potem je ta kot prva ženska želel preleteti, mislim, da Atlantik, kot ženska pilot, pa mislim, da pa mu oziroma ji to ni uspelo. Ne. Šlo je za feminilnega geja, ki bi pač bil pilot. Tale je bil najbolj znan, Bruce Jenner, svetovni prvak, rekorder, olimpijski zmagovalec leta 1976. Se ga še spomnim, ker ta je letnik 49. In potem kar po enkrat še ni bil toliko star, je kar Colby Catlin. In je svetovno znan in je bil, ne vem, desetletje ali pa več Catlin, pa se je pa zdaj, če se par let nazaj, da spet vrnil v moški spol. Zdaj, ko ga on še ima, ampak on je kot ženska, nekaj silikone je dal noter, zdaj ali tega otepača med nogam še malo ne vem točno, ampak on se je razglašal, da je ženska. Pa bil svetovni prvak, ni bil več Bruce Jenner, ampak je bila Catlin. V vseh teh resničnostnih šovih oziroma teh intervjujih je bil pa logiko zagovarjal. Zdaj to moram reči, že tisti ima to idejo, ima kar ne samo motnjo spolne identitete, ampak tudi neke osebnostne motnje znajo biti tam v ozadju, ki pa lahko botrujejo neki odličnosti, iz frustracije se razvija neka odličnost in se lahko skozi kompenzacijo tudi dosežeš neke vrhunske športne rezultate. Seveda z nekim biološkim, genskim talentom. Tule je Heidi Krieger oziroma Andreas Kraus. Heidi Krieger je bila, ko je metala kuglo z Nemško demokratično republiko, mislim, da je v Seulu 88 dobila medaljo, potem je bila 2 leti v psihiatrični bolnici, si je dala spremeniti spol in zdaj je Andreas Kraus, poročenje, evo, ima toliko testosterona, že kar malo plešast, evo, koliko sem jaz testosteronski. In je poročen z neko nemško plavalko, Andreas Kraus, nekoč Heidi Krieger. Ampak zdaj, koliko je bilo teh testosteronskih umetnih intervencij v psiho, vzhodna Nemčija je veliko delala tam v 80 letih, 70, 80, Cornelia Ender, to so govorile z globokim glasom, ne. Pa so jih pa spraševali, zakaj ima tak možati glas, pa so rekli, saj nismo prišli pet, ampak plavati. Pa so bile svetovne prvakinje. Vem za plavanje, sem takrat spremljal, tudi gimnastika, tam so bile čisto kosmate te gimnastičarke. Ker ti več, so ruski trenerji prišli v Evropo ali pa v Slovenijo, ne, in so iskali zabrit. Zakaj pa imaš to za ženo? Depilacija. Ne, tukaj kosmata, ker se šopa s testosteronom. Rusi, vzhodni Nemci, Romuni, Bolgari. Ta je pa Yvonne Bushman, ko je. To je bila pa lezbika, prav možata lezbika in tudi najboljša na svetu v skoku s palco. Ampak po končani karieri si pa dala takoj spremeniti spolni in postala balinček. Evo je balin, ves kosmat. Ampak kot lezbika je bila izredno, ker ima sistem vrednot, falični zavidanje penisa in potem si je dala spremeniti spol. Samo organi ne zraste, ne. To biti moški brez organa, to pa ni tukaj enostavno, ne. Ampak te ženske, ki si dajo spremeniti spol iz lezbike v moškega, ne vejo, da ključni organ identitete je penis, ne. Ta jim pa ne bo zrastel, ne. In tukaj sem že imel jaz take privire, ki so si dale povijale joške, ne, joške si že odrežeš. Sam kuc ti ne bo zrastel, ne. To je večja jeba. In to sem jaz imel eno, dobra mrha je bila. Sem rekel, ti si bila pa dobra mrha. Ne, nisem jaz ona, jaz sem on.
čakaj malo, ne. Prim se za živi zid, za jajce, ne more se, ne. Pa pridejo lezbika, se v živem žitu, drži, kot da bi se za jajce držala. Ne rabiš, za joške se prim, za jajce se ne rabiš, ker jih nimaš. Organ tudi ne zraste, ne, ima strašanske probleme. Sem pa imajo iluzijo, bi rada imela brado. Ja, čak, brado boš imela, samo organ ti ne bo zrastel, ne. Pa so pa tam probala s nekimi ženskami, pa te bojo videli brez kurca, da si s straponom, če tu ne žgeš babo, to ni isto. Hoče mesnatost. Ja, balinček. No, tak, kaster semenja, tla zgodba še ni zaključena. So že vmes rehabilitirali, odzeli medalje, prepovedali, pa človekove pravice, pa ideologija LGBT, pa olimpijski komite, pa tako naprej. In zdaj, ne vem, spet tekmuje, ali kaj, ne vem. Ker je bilo že več, ali tekmuje ali ne. S teli mi ni problem, recimo, tole Kay Loomis, ko je. Ta je lezbika, ne, super igrala študentsko košarko, ampak ko je šla izpod tuša, si napravila odeca. Odeca, fantinja je bila, evo ga, fejst črnuhec. Sam taga spet nima, ampak vsi misli, da je moški, ni. To je ženska, oblečena v moškega. Taka je bila Lana Praner, ko je ena odvetnica. Skozi je bila v moškega napravljena, pa se je vedela, da je bila falična odvetnica, lezbika, tudi ta je lezbika, ne, ampak je borec, zdaj ali pa borka za človekove pravice, LGBT aktivistka, ampak lahko si ti aktivist, ampak ne se boriti za pravice nasprotnega spola, če nisi ta spol, za katerega se razglašaš, da si. Ne moreš iti zdaj ti kaj si, ginekologu lahko greš, tudi tam se malo preverjati, kaj se ti dogaja. Tudi zanosiš lahko, ne moreš pa prostate dati pregledati urologu. Ni problem, da si ti ženska, pa tekmuješ v moški kategoriji. Ta je v ženski košarki tekmovala, ne. Če v moški košarki ne bi bila konkurenčna, ne bi bila konkurenčna. Naša Nika Valič je izredno močna, ampak 1-1 s temi fanti pa ni, ki je premehna, premanj skočna, ne skoči do tablet, kaj šele do obroča, ne, ampak je izredno motorična. Kaki dobri ekipi bi lahko malo pleja špilala. Tamle je doma, pa pač se spomnim. Najboljša evropska košarkarca, bi lahko se reklo. Nika Barič. Ko je bilo treba denar za njo dajati, vse sile napel, da je imela vse dispozicije, da je šla na vse te tabore. Tako da tisti, ki mislijo, da jaz nisem za pravice žensk v športu, ampak žensk v ženskem športu, ne pa, kaj vem, gejev v ženskem športu, ne, to je pa too much. No, tule je Steven Miramont. To je pa v 90-ih letih se je boril za pravice sinhronih plavalcev, da bi tekmovali v sinhronem plavanju. Ker v Ameriki tam je nekaj možno, tudi v Franciji so se neki kar precej krepili te geji in imajo neka interna tekmovanja v sinhronem plavanju. Ker sinhrono plavanje je bilo včasih tudi moška domena, ker so sokoljske vaje delali tudi v vodi in so bili tudi moški, ampak ženske, zaradi razlike v kopalkah, pa to niso bili združene. Potem se pa sinhrono plavanje kot ekskluzivno, danes ekskluzivno ženska športna panoga, se je pa znajdel v nekem knockdownu, so pa moški in ženske bili v sinhronem plavanju, ampak potem so se ženske ustoličile v sinhronem plavanju, moški so šli pa v vaterpolo, tekmovalno plavanje, veslanje, te vodne športe, ne. Ženske bi bile pa lepe, pa kastracijski kompleks diktira neko nežnost v vodi. Feminilne geje pa vleklo v sinhrono plavanje. Ta Steven je bil eden od pionirjev, izredno gibljiv, feminilen, estetski, ne. No, in pa tale Bill moj, ta je pa bil vodilni sinhroni plavalec v Ameriki.
ampak nikoli ni dosegel že, mislim, da Sydney 2000, bi mogel biti v ameriški reprezentanci, bi bil, Američani ga bi dali, sam mednarodna olimpijska komite in mednarodna plavalna zveza niso pustili gejem, da bi tekmovali v ženskih kategorijah, v skupinskih telih plesih, pa tudi v duelih. Pol je pa že 11 let končal kariero, se je pa mednarodna plavalna zveza odločila, da bo uvedla tudi sinhrono plavanje za moške. Kazanu 2015 v Rusiji, v Kazanu, je pa ta bil prvi od moških, ki je v sinhronem plavanju dobil medaljo. Mislim, da je dobil celo 2 medalji na tem svetovnem prvenstvu, in to z 2 različnima tekmovalkama, oziroma z eno bivšo, torej z eno sinhrono plavalko je v parih, bil pač, ne vem, ali bil prvi, drugi, potem pa še menda v skupinskih vajah je bil v ameriški tej ekipi, ali kako že, glavno 2 medalje ima in je prvi moški, ki je dobil medaljo v sinhronem plavanju, ki je tako rekoč ekskluzivno ženska športna panoga. Zdaj se pa geji, še posebej francoski geji, zelo rinejo to sinhrono plavanje. Edino, kar geji še ne morejo osvojiti, je neritmična gimnastika, ker v ritmični gimnastiki so tudi, samo ne tekmujejo na svetovnih prvenstvih, olimpijskih igrah. Ženska gimnastika, torej gred. Tja se pa ne silijo, ker glej ga šmenta, največ poškodb na gredi je, ker izhajam pač iz gimnastike, sem bil trener v ženski gimnastiki, ko ti pade tekmovalka, se nasadi tja v simfizo, sramnico, simfiza, v sramno kost, tam imajo moški ženske razpotnico, moški imajo pa jajca. Zdaj, če ti padeš na jajca na gredi, gotova zgodba, ne? In tja se pa geji ne silijo. Tudi tam dvovišinska bradla ni prav blizu. Ne bi pa zelo radi v parter upeljali musko. In jaz kot rojen plesalec, pa dober parteraš, sem si skozi predstavljal, da bo nekoč v parter prišla tudi v moški parter, sem bil 3-kratni državni prvak v parterju, v mladinskih kategorijah, zelo eleganten, znam tudi plesno zadeve zelo obvladam in si mislil, da bo muska prišla v parter in lega šmenta ni prišla do danes. Tale Bili, so ga vprašali, če se bo kdaj poročil, ker on prejšnji, tale transparentni gej, tudi javno, ta Bil je pa skozi rekel, da če bo najdel kako dobro sinhrono plesalko, se bo mogoče kdaj poročil. Sam se vem, načeloma, da je tudi bil on gej. Nič hudega, ta francoski sinhroni plavalci so vsi geji, nič hudega, ampak kulturno je pa malo čudno, da na krilih svoje psiho ali pa spolne patije, ker to ni čisto normalno, da nekdo postane gej, se mora neka anomalija narediti, da bi to kar normalizirali in patologizirali normalnost. To pa ni čisto v redu. Ker če gre po tej poti, gremo naprej, bojo prišle tele ideje, ki jih tukaj vidite, 3 Korejčki, ko so že, ali pa Tajci, Vietnamci, karkoli, so se poročili, kar 3, ali pa 3 ženske, evo, 3 ženske. On lega, ima harem 4, ima kar 4 žene. Ona bi se pa s kuzlico poročila, psiček je on. To, če gledate te ameriške čudne šove, boste videli, da se je ženska že tudi z oslom poročila, s ponijem, s psom, pa gej, moški so se poročili tudi s psico. To je patologija, ne samo spolna, to je osebnostna patologija. K meni pridejo tudi geji, se pogovarjati, ni problem, da je nekdo gej, ali pa ženska, da je lezbika, tam radikalna. Problematični so osebnostni nastavki, psihične anomalije tam noter. Tiste treba sanirati v psihoterapiji, ne to, da je en gej. Prakticiri pač tisto gejovstvo, če ti je to ključen
In mi je pa to ključno kot moškim, ki ima rad ženske, ne. To se mi isto strga geji med sabo. Celo oni so penetrativne genitalije imajo, so zelo promiskuitetni geji. Rinejo, da dobijo ta seks, ženske se malo tako z rezervo nastavljajo, geji to pa nimajo nobenih zadržkov, ampak rinejo. Ok, ne vem, če sem zdaj vam bistvo problema predstavil. Biden je zajebil, to ne moreš ti uničevati, ženski šport na tak način, kot to on dela v svoji Ameriki. Torej, da bo gejem dovolil, da se počutijo kot danes, kot gej in gre lepo laufati na 100 metrov, da mu vse za 3 metre prehti. Ne, ali pa v kakšnih metih, ali pa borilnih športih, ne, kjer blestijo lezbike. Torej, stop sharing. Zdaj sem vam povedal par stvari, če koga zanima. V tej knjigi je ta tekst bolj obsežen, kot je bilo tole predavanje, ampak sem rekel, če sem to nekoč že imel, če imam na PowerPointu, bom ponovil po 5 letih to predavanje. Nisem se ne vem kako pripravljal, ampak se mi zdi, da sem bistvo povedal. Če sem pa kaj tako malo površno, naj se mi oprosti. Čau.